Spet boš šel s tem. Kaj? Ne vem. Ja, no, še bolj. Bolj to itak. Ni da ni. Še bolj tatarski pobif. Noro. Kaj lahko danes tukaj pojemo? Vse, kar hočete. Lahko pojeste malo riža. Okay. Zelo barv je za videti, koruza, ne vem, zelenjava na splošno. Potem je golaž, zelenjavni vse vegansko. Kje je golaž? Pokaži golaž. Kaj golaž to? Ja. To je odradna zelenjava, paradižnik, melancane, soja. Kaj rabiš? Aha, eno zličko tega. Tle je še en namaz, neki mehički, ki je on naredil, nek fižol. Glavno je ful dobro. Koliko pa to ostane? Kaj? Koliko pa to ostane? Za stojenje vse. Zakaj pa? Tako da bi se folk ne jedel. jedel. Lahko bi pa začeli računati en objem ga, recimo. Kaj pa lahko spijemo? Vse. To je sok od bezga doma. Čau. Zakaj si danes tukaj? Ja, sem slišal, da se dogaja ena zelo zanimiva zadeva in sem pošel preveriti, če je to res in dejansko je res. Tudi odločil sem se, da bom malo doprinesel temu, tako da bom zdaj pomagal pri teh stojnicah, ki so se začele postavljati. In kaj je ta zanimiva ideja? Zanimiva ideja je to, da se zavzamejo javni prostori in jih vrnejo nazaj ljudem, ker kot vemo jih primanjkuje oziroma se javni prostori privatizirajo, oddajajo razne koncesije, v glavnem plačljivi ratujejo. Prostora, kjer bi ljudje svobodno ustvarjali brez prohibicij, brez prepovedi, brez represije, pa primanjkuje. Kaj pa je rdeča nit današnjih dogodkov oziroma izhodišča, iniciativa, zakaj ste danes tukaj? Ja, mislim, da sta dva glavna pointa, zakaj se tole odvija tukaj. Eden je, da se, to sem že rekel omenil, da se zasede javne prostore in jih vrne ljudem. Drugo je pa, da se izpostavijo alternative trenutnemu sistemu, da se pokaže, da obstajajo alternative trenutnemu sistemu. Ker imamo tukaj te stojnice, da so se nekaj že naredile, je recimo reciklaža denarnice iz tetrapakov se dela, potem je naprimer še šivajte z nami, pač popravlja se obleke, to nakazuje na to potrošništvo, pač da je to potrošništvo preveč v razmahu in ni v redu. Potem se zastonj distribuira hrana, zastonj se distribuira bezgov sok, postavil se bo tudi free shop, kjer ljudje prinesejo, kar ne rabijo, odnesejo, kar rabijo. Tako pa še žonglerska delavnica, mnogo stvari se bo organiziralo. No, povod za to je pa vsekakor vrh ZDA EU, ker bo peščica ljudi odločila o usodi vseh ljudi. Mogoče veš, če se bo poleg tega dogodka danes odvijalo še kaj drugega? Kakšno presenečenje? Ja, kakor jaz tem neki zadev, vem, da se bo odvijal, sam ne moram točno reči, pač vem, da bo tam v Kranju protest. Slišal sem še za druge dogodke, sam zato pa ne poznam ljudi, da bi to lahko potrdil. Imaš mogoče še kakšno sporočilo ljudem, ki jih danes ni tukaj? Ne, malo premislenijo o besedni zvezi vojna za mir in pa vojna za demokracijo. Kaj si danes tukaj? V podporo temu, da definitivno to, kar izvaja Amerika z Bushom in na čelu, da ni pravilno in da ta vrsta politike ni primerna za svetovno politiko. Namreč on jo diktira. Mislim, to, kar se gre ona, skratka, Bush, je zelo dobra metafora tega, kar bomo skušali tle narediti. Skratka, odrezati to, kar njegovo idejo, njegovo ideologijo, tistega, kako bi svet mogel biti oblikovan, in bomo skušali pač tukaj nekako narediti nekaj, kar je pač potrebno v tem, in to je skratka, da ga odrežemo, obrežemo in oblikujemo na ta način, da bo bolj primeren, v bistvu pa totalno deformiran. Zakaj si danes tukaj? Zato, ker sem slišal, da je ta shod, šel sem mimo, pa sem šel pogledati, zato, ker tudi sami Stranki mladih v torek pripravljamo eno take mini shod pred ameriško ambasado. Kaj je izhodišče tega shoda? Izhodišče je vsekakor nestrinjanje z Bushevo politiko, vendar se že pozna pri tej
malo apatiji, lahko rečem, da pač Bush se poslavlja, svoje je naredil. Vojna v Iraku traja že tako dolgo, kot traja in ljudje niso več tako zelo zagreti, da bi protestirali. Zakaj si danes tukaj? Zato, ko sem prišla pogledat, kaj dogaja in podpreti zadevo. Kar se danes dogaja, nekaj bolj mobilizacijskega za naslednji teden, ko pride Bush v Slovenijo. Ne, ni važno. Veš kaj, če bi lahko...